Kot vedno v tretjem delu je z nami ponovno naš korespondent Marko Žerjal. Dobrodošli, gospod Žerjal. Lep aplavz za gospoda Žerjala. Lepo vas je videti nazaj. Lepo vas je videti nazaj po obisku vašega dvojčka Žarka Marjana prejšnji teden. On me vedno tako razveseli, kot, ne vem, pijanca kontrola prometa. No. Ni lepo, da tako govorite o Žarkotu. Dajte mu malo prizanest, je imel motnje v razvoju. Pardon, a to resno? Ja. Ja, kaj pa, če smem vprašati? Ja, upisal se na filofaks. A ja. Bogi starši. Drugače pa pijanci zadnje čase sploh niso toliko prestrašeni kontrole prometa kot nekoč. Kako to mislite, zakaj ne? Niste slišali? Ne. Po novem alkotesti veljajo na sodišču toliko kot diploma iz antropologije pri iskanju službe. Manj kot nič. Niso več veljavni. Ne. Ustavno sodišče je presodilo, da niso dovolj zanesljivi za ugotavljanje krivde, tako da je sedaj možnost podbiti rezultat, ki ste ga napihal. Sprav, če te policaji ustavijo, lahko preprosto, ne vem, zavrneš alkotest, pa ti nič ne morajo, ali kaj? Ne, če ga zavrneš, si še vedno avtomatsko kriv. Aha. Moreš napihati, se strinjati z rezultatom in komaj potem ga spodbijaš z odvetnikom in te oprostijo. Pa kako ga lahko izpodbijaš, če si se z njim strinjal? Tega pa zdaj ne razumem. Ja, ker je ustavno sodišče ugotovilo, da kot posameznik nimate zadostnih informacij in znanja, da bi jih lahko potrdil pravilnost pozitivnega rezultata, ker preprosto niste dovolj usposobljeni, da bi lahko ocenil, koliko ste nažgani. Ja pa... Kaj pa rečeš v pritožbi? Kaj, gospod sodnik, prosim za razveljavitev, ker tisti večer smo se ga tako nafukali, da res nisem bil v stanju razumeti, kar kaže alkotest. Ja, zgleda, ja. Ali pa tako pijan sem bil, da sem mislil, da so policisti oboževalci in hoče avtogram. Moje pravice so bile kršene. To je pa res kar krivica, ne? Kako mora da človeku podpisati kazen za pijano vožnjo, ko sploh ni v stanju dojeti? Ja. Ne vem, če je to nek bizarni pravni zaplet ali samo še en predvolilni bombonček, ampak zgleda bo letošnji december res vesel. Ja, zgleda res. Najprej so dali ljudem za rundo, zdaj bo pa še alkoteste vkrli. To je mogoče prve volitve, kjer bo ena stranka dobila 100% vseh glasov z Dolenjske, kot rečem. Pa ne samo december, naslednji teden je Martinovo. O ja. In zgleda se lahko letos pripravimo na martinovanje stoletja, ker če si gre kdo te dni menjati gume, letnih ne spraviti v klet, ampak jih obeste ven čez okno, kot bokobrane na jadrnici, ker to jesen bo na cestah zabavno. Ja. Mogoče bilo skoraj že boljše en tist avto z Luna Parka registrirati za na cesto, Ja. če mislite vost. Utegne biti pestro, ja, se strinjam. Jaz sem se že primerno oblekel, recimo za to zimo tudi. Kaj, a imate dolge rokave, ali? Ne, ker vam spodaj majico več kot spijemo, boljši smo. Okay. To zgleda ni več samo pesem od Zmelkov, ampak uradni slogan slovenskih avtomotoklubov. Ja. Zgleda, da letos previdnost na slovenskih cestah vsekakor ne bo več. Ja, se strinjam. Jaz ne vem za vas, ampak to zimo bom nosil čelado, tudi ko grem ven peš. Najlepša hvala, gospod Žerjal, za ta poglobljen prispevek. Ne, v bistvu to ni bil prispevek za ta teden. Ni bil? Ne, nekaj sem imel pripravljeno o plačah. Zdaj smo pa že čas porabili, zdaj drug teden? Drug teden. Najlepša hvala! Lep aplavz za gospoda Žerjala! Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.